Na Bledu bo prihodnji konec tedna potekal že 6. mednarodni saksofonski festival AS. Tokrat bo potekal kar 3 dni, od petka 1. januarja pa do nedelje 2. februarja. Kaj vse se bo na njem dogajalo, nam je zaupal umetniški vodja Lev Pupis. Tokratni festival ponuja 5 koncertov. Začeli bomo v petek 31. januarja z otvoritvenim koncertom ob 8. uri. Potem imamo 2 koncerta v soboto, enega ob pol enih, drugega potem spet zvečer in pa zaključimo v nedeljo z mladinskimi koncerti. Prvi je okrog pol enih s komorno glasbo in pa zaključili bomo letos z mednarodnim orkestrom mladih saksofonistov, ki se bo prvič premierno predstavil prav na Bledu. Pri tem želijo združiti slovenske in tuje saksofoniste ter s tem ustanoviti mednarodni orkester mladih. Da vidijo, kako je pravzaprav to lepa izkušnja glasbena, ko res na odru nastopa 40 do 60 otrok. Druga novost je ta, da bo uravnoteženost klasične in džezovske glasbe še izrazitejša kot v preteklosti. Še posebej AS festival, ki se imenuje po njegovemu izumitelju Adolfu Saxu. Publiki predstavimo res saksofon v njegovem polnem zvenu, se pravi v džezovski in klasični obliki. Naštel nam je tudi nekaj največjih imen. Največja zvezda letošnjega festivala je zagotovo glasbenik svetovnega saksoslovesa, to je Japonec Rio Noda. Gre za pionirja saksofonske literature, saj je tudi skladatelj. Poleg Rio Node bo tokrat tudi Gerald Preinfalk, moj kolega iz Graške univerze za glasbo, ki se bo predstavil kot dirigent na otvoritvenem koncertu, kot dirigent na zaključnem koncertu, kjer bo tudi se predstavil kot aranžer in skladatelj. Na odru in delavnicah pa bo tudi znani angleški džezovski saksofonist Julian Arguelles. Predstavili se bodo še drugi znani saksofonisti in komorni glasbeniki iz Italije, Nemčije, Hrvaške in Madžarske. Na delavnicah bodo sodelovali predvsem mladi saksofonisti. Od začetnikov pa do zaključka glasbenega šolanja, se pravi do konca akademije. Se so povabljeni umetniki in pedagogi toliko renomirani, da lahko delajo z mladimi na vseh nivojih. Prilagodili smo tudi določene delavnice, skupinske delavnice, da lahko mladi spoznavajo svet džeza, na primer. Delavnice so torej namenjene mladim glasbenikom, ki na lekcijah svojega vzornika ali glasbenika potem tudi spoznajo in ga tudi doživijo kot navadnega človeka in lahko preko izkušenj potem tudi pove, da je pot glasbenika mogoča, da to ni samo da to ni nedosegljiv cilj. Seveda pa je na brezplačne koncerte vabljena tudi splošna javnost. Toplo vabim vse, ki imajo radi glasbo, da pridejo na koncerte in da se prepričajo, da saksofon lahko res lepo zveni v taki ali drugačni obliki. Tudi znani harmonikaš Gašper Primožič je prepričan, da boste na 6. festivalu AS uživali tudi vsi tisti, ki niste glasbeniki, imate pa radi glasbo in druženje. Mladem bo pa všeč po mojem zaradi tega, ker bo tudi veliko mladih na odru, ker bodo orkestri, ker bo pač super druženje, pa če še po gorenjski rečemo, mislim, da so zastonj koncerti.